Kako se je pa reklo? Reklo se pa je moški ženske. To je bil tudi zelo zanimiv koncept. Kakšen pa je bil koncept? A mi lahko poveste? Sta bila enkrat najprej dva moška, po pol ure pa sta dve ženski prišli. Pol sta bili pa dve ženski in pol sta prišla dva moška. Moški, tole Dušan Jovanovič, pridejo ženske ne mrdne. Ženske, ki pridejo moški. Avtomatsko. Ampak to je bil tako srčkan. Ja. In pogovarjali smo se pa o zelo pomembnih temah. O smrti, o raku, o ljubezni. In to tako, ne? Zelo osebno. A to so bili moški pa ženske, kje ste jih dobili? Kakšni so to bili gostje? Poznani? Nekaj je bilo znanih, nekaj veliko sem jih pa jaz hodila odkrivati po Sloveniji. Zanimive ljudi. Ja, to me je blazno veselilo. Recimo sem prišla v Sežano na sestanek krajevne skupnosti. In tam en moški, starejši sil, z močnimi rokami začne tako modrovati, da se jaz s njemu vsega in kdo pa vi. A bi vi prišli na tole vdajo? Je rekel bi. In njegov vizavi je bila pa, takrat sem že ena delala, je bila pa Danica Purg. Čudovit par. Potem sem delala oddajo o posvojenih otrokih in sem mi povedala, da eno teh je 5 posvojila. Slovenskih otrok. Ja, tam nekje Kal. In sem je šla obiskati in rekla, ni govora, da bi je šla na televizijo. Sem prišla naslednji, že sem je prišla malo pogledati, kako je, ni govora. Po 5. obisku mi je pa dovolj zaupala, da je prišla in je tako lepo govorila, tako presunljivo. In o tem se takrat ni govorili. Pa imamo tukaj veliko skupnega, ker ste rekli, da ste iskali zanimive ljudi. Ja. Mene to tudi izpolnjuje. No. Slučajno se to snema, ampak meni je v bistvu ta pogovor zelo vreden. Ne? Ja. Ja, da lahko v bistvu si zberem nekoga, ki drugače ne bi imel priložnosti. Ja. No, jaz sem še potovala po Sloveniji. Ja, jaz sem bolj tukaj stacioniran. Kje pa živite zdaj? V Šiški. Aha, ok, pa ste zelo blizu. Prišli. Ja, jaz bi se vam rad zahvalil za vas čas. Ja, ledejte se mi. Ja, hvala. Je to zadnja pogovorna oddaja, ker se bom počas fokusirala v mir in tišino, ker bi rada še kaj napisala. A ne bi mogla oboje? Ne več. A mi malo to razložite? Nimam več energije. Za mano so 3 težke operacije, spet mi čaka nek poseg, tako da nimam več energije in zelo mirno in prijazno sprejemam te čase. In se nič ne pritožujem, ampak vse objemam, rečem, tako je. In temu bi rekli stari Grki priprava na smrt. Kakšen bi bil proces do tega? Ja, jaz sem bila že od nekdaj zelo odprta do fenomena smrti. Ne po svoji volji, ampak sem igrala, ker sem imela 18 let v filmu Breza, kjer je bila večina moje vloge na parah. Ne, in tam sem ležala na parah, čim bolj primer, čim manj lihati. In o čem sem premišljala? Ja, o smrti, kaj sem pa hotela. Potem so me dali v hrsto, zavezali štriko in režiser Babaja je želel v enem kadru posnetek, da vozijo to ubogo deklico od hiše, od doma do pokopališča. In to je bila dolga pot.
In jaz noter v črni temi, malo sem takole žuhala, noben ne slišal, pa sem nehala. No sem rekla, no pa, takole pa bo. A ni bila nobena panika? Ne, to pa ne. Ne, ker mene je tega zelo strah, če tako pomislim. Česa. Tega, da sem v majhnem temnem prostoru Aha. in nimam možnosti priti ven, ali pa da me noben ne bi slišal. Ne? Ne, nisem zgleda, vsak ima neke svoje darove, svoje strahove, svoje poti in svojo usodo. In mene je zelo zaznamovalo to premišljevanje o smrti, tako da ena knjiga pisem ima naslov Darovi minevanja, kjer so moji dopisovalci in dopisovalke presunljivo lepo pisali o smrti. Najin prijatelj Harl Gržan, ki je umiral že po hapi možganski, si želel samo to, da bi bil nekdo ob njem, da ne bi bil sam. Je ta koncept smrti, a ne? A mi lahko malo poveste to, kar ste omenili, da zdaj nekako doživljate življenje lahkotno, pa ga objemate. Verjetno ni bilo skozi tako. Verjetno kakšna težka obdobja. Bila so težka obdobja, ampak jaz imam eno veliko srečo ali pa milost, da ta svetopisemski stavek resnica vas bo osvobodila, jemljem zares. In sama sebi nisem nikoli lagala. Tudi drugim nisem lagala. Tudi študentom nisem lagala. In to zelo olajša. Če si resničen in res tak, kot si, potem je v tvojem telesu in korahla ena lahkota. In lahko se veliko hudo zgodi, saj komu se pa ni, prosim lepo. Ne, pa ta lahkota ostane. Ne vem, odkot pride. In zdaj, odkar sem imela te 3 operacije raka, prvo pred skoraj 5 leti, zdaj pa že skoraj letim. Po zraku, tako da me včasih morajo malo dol potegniti. Pa imate koga, da vas... Ja. Imam realni širi ob sebi, imam čudovite prijatelje in berem fajn knjige. Se družite s pisatelji. Ja. In njihovimi umi. Ja. Predvsem z mistiki, ne? Mistiki. Rumi, Kabir, Hafiz in vsi oni so bili zelo prizemljeni. Ne? Zato sem jaz tole prinesla sabo iz neba do dna, ker ta zbirka, in bom kar važna, je edina v tej zbirki mistične poezije, ki jo je napisala ženska, pa še Slovenka. Da pa sami moški. Zakaj pa mislite, da je tako? Bilo čez zgodovino? Zato, ker je ta patriarhalna paradigma pokroviteljska izjemno močna. Danes je 100 let, odkar je umrla prva intimistična pesnica na Slovenskem, Ada Škerl. In mladi pesniki, štirih, ne, Zobec, Minasi, Pavček, Menar so se družili z njo. Ampak je bilo treba izdati knjige, pa ni bilo. In ona je izdala, mislim, da 2 knjigi, pa posthumno, ampak človek, ki ni sposoben priznati, da stoji na ramenih predhodnikov, je nikahav. In ti domišljavi mladi pesniki, ki so jih chovali v zvezde, niso povedali, da je že 10 let pred njimi Ada Škerl pisala tako poezijo. In oni so pa imeli vsi čudovite službe. In mislim, da je Hajtenhovič bil prvi, ki je povabil eno zbirko pri njem izdala in ki je pisal predgovor, je imel tudi malo slab občutek. To, da drugega ne podpiramo,
da nimamo te močne zavesti, da smo vsi eno. To nas dela ločene in ločeni ljudje so individualisti, nesrečni, ne morejo biti srečni, žalostni, veliko jih je zelo žleht, to ste vi na svoji koži opazili, ne, ker so se nekateri vsajali, prav zabavno je bilo to brati. Aha, ne vem, kaj imate v mislih, ampak tega je bilo kar nekaj. Ja, in karkoli je bilo, Ja. če ste zamižali, so te ljudi, zlasti ženskega spola v tem primeru, predstavljali, kakšno je njihovo življenje in kakšno bo, ga ne bi zamenjali. Ker jaz sem tudi veliko tega doživljala včasih, ne. Ena prvih profesoric, ena dolga leta edina članica Nove revije uredništva, dolga leta ena redkih žensk v Penu, v upravnem odboru. Ampak jaz sem si sam predstavljala te ljudi, ki so bili žleht, pa fovš, in sem se začela smejati, ker sem videla, kam to pele, v maloro. Definitivno več trpljenja, ampak jaz pa tukaj ponavadi začutim neko sočutje, ne? Ker sem tudi jaz včasih takšen, ki spim v temu, da sem ločen, ne? To, kar ste prej omenili. Verjamem takrat, da sem ločen in da moram druge nekako nekam dati dol, da sem jaz nad njimi, a ne? V bistvu To ste nehali, upam. Včasih še, sploh ne vem, ne javno, ampak interno v svoji glavi, ne. Se pravi, tekmovalnost je meni zelo prav prišla v življenju. Pripeljala me je do sem, pa tukaj sem zadovoljen, tako da jo ne bi zamenjal, ne, ampak vidim pa, kam lahko ekstrem tega pripelje, ne. Saj malo tekmovalnosti sigurno ne škodi. To je dober motiv. Ne? Ampak če je s to tekmovalnostjo povezana zoba, pa metanje polin pod noge, pa laži, pa to pa ni moralno. Kaj bomo to podpirali? Bobu rečemo Bob. Ampak to je verjetno posledica tega, da nisem v redu, potem pa me te energije privlačijo, ne? Ja, seveda. Ampak če bom v teh energijah, verjetno v prihodnosti bom še manj v redu. Kako to v bistvu obrniti, ker ni tako zelo enostavno. Ljubezen. Jaz sem zdaj povem, kaj sem si mislila o teh ljudeh, ne. Ja. Njim sem pa recimo, ko me je napadel en urednik uglednega slovenskega časopisa, ker sem ustanovila nagrade Štuhove za najbolj pogumne novinarje in za največje P. Kdo si pa misli, da Hočerev, si ona misli, in je napisal. Javno je to napisal. Ja, v časopis. Jaz sem pa vzela vrtnico odlično na trgu in sem potrkala na njegova vrata in rekla, da niste napovedali. Smehen, nič huda. Sam to rožco mu bom dala. No, pa dejte, no. Pa sem potrkala, pa sem mu dala rožco, pa sem rekla, vse najboljše si želim, pa sem šla. Aha, ni bilo nobene. Ne. Glej pa skorkap. Ja. In recimo so bile neke težave z neko osebo v službi, tako lepo hartico sem ji napisala. Jaz slušam ne zaradi njih, ker kako bodo oni to sprejeli, ne vem, ampak zaradi sebe. Meni je pa prav fajn, če sem ljubeče bitje. Ja, ampak vi to veste, ne? Prej sem hotel opisati človeka, ki je potopljen v sovraštvu. Kako zdaj ven iz tega, ne? Ja, pa ste rekli ljubezen, ampak ne vem, kaj je prej, kura ali jajce, ne? A si že v ljubezni, pa si sposoben to narediti? Zdaj je vplep nekdo, ki te ima res rad, nekaj te res ljubi, to zelo pomaga. Ja. Da vzljubiš samega sebe. Drugač pa zavedanje vsega, ali človečnost. Potem pa iz tega zavedanja tudi, kot pravijo budisti,
ljubečo naklonjenost. Da želiš vsem vse dobro, vse najboljše, naj bodo srečni in mirni, zjutraj in zvečer in avtobusu in na banki in posod. Se pravi, neka vaja tega vsakodnevna in ta duh raste. Ja, in moram reči, da če jaz recimo pridem na pošto, si ogledam včasih, če pridem na taho, ima več okenc, kjer je najbolj zmatrana, pa taho, pa to. Pa pridem, dober dan, gospa, a danes se pa utrujeni, a ne? Vse pregrade so odpadle. Ja. Kaj ste jo videli? Ja. In v tem prav uživam. Vidim, ja. Ja. In pol, včasih moja mala vnučica, zdaj že večja, to pa sam zato, ker te v Sloveniji vsi poznajo. Dej, sem rekel, bo šla z mano v Trst, živ hrst me ne pozna. Pa bomo malo hodile v trgovino, v gostilno, ja pa so res tudi vsi prijazni. Seveda, ker iz mene si je ena prijaznost, a ne? Ja, a se vam ne zdi? Ja, se mi zdi. Se tudi, ko sva se spoznala, mislim, da sva se parkrat spoznala, vidim ponavadi to dobrohotnost pri ljudeh in prvih sem to videl takoj v očeh, ne? In sem vedel, da bova enkrat govorila in sem zelo vesel. Ja, jaz sem tudi rešila, vse poti vodijo, v zimi se reče Slahoviču, enkrat me pa povabil, ker me prav zanima, kaj me bo vprašal. Ja, mene tudi zanima, kaj bom jaz vprašal. In to je zanimivo, ne? Ja, zelo zanimivo. Odpustiti v bistvu prostor tega, kaj pride, a ne? Jaz vem, da ste imeli zelo zanimivo življenje, zagotovo, vsega se ne bova mogla. Se sploh najbolj nič, ker jaz se zelo koncentriram na zdaj in tukaj. Lahko me sprašujete, o čem premišljujem zdaj in tukaj, kaj počnem zdaj in tukaj, ampak kaj je bilo, to mi pa samo kot kakšen bežen spomin, ki ta zdaj in tukaj osvetli. Ker zdaj in tukaj ni brez preteklosti. V tem zadnjem trenutku je tudi preteklost. Ampak na kaj se mi fokusiramo? Tam je pa to naredil. Moja ljubljena mama je umrla 100 let in 6 in še par let pred smrtjo se spomnila, da je posodila mojemu bivšemu najljubšemu možu 1000 mark in ji ni vrnil. In to je kuhala vse 30 ali 40 let. Kaj vse sem jaz dala, ne sem bivšemu možu, marsikomu, ampak sem dala in konc. In mislim, da bi zdaj to pozabim. Imam pa eno zgodbo, če jo pa tako rada povem. Pred leti sem bila na inštitutu Jožef Stefan. Tam sem bila jaz nekaj let eno petinstvo zaposlena in zelo rada pridem na njihove dogodke, otvoritve in tako, ker obožujem znanost. In pridem na otvoritve ene razstave, ko se mi približa mlad in lep visok moški. Dober dan, jaz rečem in zamižikam kot vedno. Za razliko od moje mame se bom spominjala lepih moških, ker je veliko lepš. Mi je duhej bil dolžen in pove, če mi lahko eno zgodbo pove, sem rekla seveda. Da ko je bil še mlad reven študent, enkrat šel v konzorcij in je listil knjige in se je pri eni ustavil in mu je bila zelo všeč, ampak jo ni mogel kupiti. In je pač hodil še malo hol, pa šel. Pa je prodajalka predirkala za njim, pa je rekla, a knjige pa ne bo to vzel?
Je rekel, se jo nisem plačal. Ja, to je pa nekdo drug naredil. Jaz pa čisa označi. Ja, kdo pa je to naredil? Ja, vi, je rekel. Ja, res. A ste pozabili na ta? Ja. Ker je bilo tega to v mojem življenju. Jaz sem imela prav hobi, ker sem še hodila frizerjem sosedom in tam so tiste stare gospe z rutrami na glavi hodile po trajno. In sem jaz frizerko na stran poslisala, pa sem rekla, jaz vam bom plačala njeno trajno, vi pa rečete, da je to vaše darilo. In so šle tako srečne. To so bile preproste ženske, ki se niso zmišljevale. Ne? Kdaj ste ugotovili ta zakon vesolja, da je dobro za druge delati dobro? Ja, da je dobro delati za sebe dobro, sem zelo vzorju ugotovila. Za sebe dobro, da je dobro. Ja, da je drugim dobro. To je mene vedno veselilo. Mislim, da sem bila stara 5 let, ker sem se v zohen gledala sosede in je bil en reven suh dečko, ki se je pohahal. In je imel bile žabice. In je tehal po tistih žabicah tista driska. In so se vsi otroci noč od njega gledali. Jaz sem prišla na dvorišče. 5 ste bili stari. Ja, sem rekla, ali pa 6. Ok. 7 gotovne. Sem rekla, pejte z mano, te bom jaz ohopila, pa sem ga lepo stočila, pa zavila v eno brisačo, pa sva se usedla v sobo, pa sva se pogovarjala, pa sva počakala mamico. Jaz ne vem, kako je to njemu pomenilo. Po mojem nekaj mu je, ker je že otrok občutil spoštovanje in dostojanstvo. Ampak, kako je šele meni, jaz sem pa tako srečna, da ne morem povedati. In od takrat naprej borka, so hotele enega vrsti iz razreda, ne vem, kjer ga sem šla v zbornico. A ga v štirišču vela, ja bom. Pa so naredila. Ampak jaz mislim, da je to tudi ena posebna milost. Ker ima vsak svojo cesto in vsak svoj začetek in svoj konec. In edino, kar je pomembno, da mi po tej cesti z zaupanjem gremo. Ne? Se pravi, ste imeli srečo, da ste to ugotovili zelo naravno. Ja, veliko srečo in vedno rečem veliko milost. Zdaj pa, ko ljudje vejo, da sem bolna, pa so svoli lušni, pa me kar ustavijo na tržnici ali pa kje, pa me objamejo, gospa Manca, dokler še ni prepozno, bi vam rada povedala, kako vas spoštujem, se vaše knjige preberem in tako. In zelo veliko ljudi mi piše in se spominja teh drobnih malenkosti študentov, ker zdaj gledam, kaj so si zapomnili, ne? In mi je toplo pri srcu. In lepo. Ja, verjamem. Sejala sem in posejala sem in raste. Kako pa na smrt gledate? Svojo smrt? Ja, z lahkotnostjo tudi? Tej leti sem posvetila kar nekaj srčnic. Leti, ki so odprli. Ampak jaz ne morem prebrati, boste pa vi. Mati smrt je naslov. Nisem tvoja prijateljica, tudi sestra smrt nisem, je rekla. Jaz sem tvoja mati. Smrt, moja mati, kot mati vedno ima odprto naročje zame. Kot mati v bližini nikoli daleč stran. Kot mati hrani moje dneve z zavedanjem, kako polno živeti, kako dragocen je vsak dih. Ko bom utrujena in si bo telo želelo večnega miru, bo smehljajoča mama smrt odprla vrata. Vstopi, hči moja, bo rekla, dobrodošla doma. Ja, zelo lepo.
Tako se mi dobro razumeva. To ste vi napisali? Ja, seveda, to je ta Ja, zbirka. Mistična poezija, še kahal smrti dam. kako ste pa to sproducirali? Pa Jaz se spomnite? prav dobro, niti ene nisem napisala jaz. Ampak pred prvo operacijo so se začele nekje pojavljati, ali med meditacijo s prehodom po snu, in če sem hitro zapisala, so ostale. Če nisem imela papirja in svinčnika, so šle eno drugemu. Aha, tako Ker one verjamete. potujejo, kot ptice. Jih moraš ujeti. No, in potem je prva zbirka je imela naslov Iz trebuha, ker tle je naš sedež energije, tle je sedež ljubezni, tle pa sedež motenj. Ker včasih mislimo, da je to, kar mislimo, res. Ja. No, to je velika motnja. Mhm. Res je to, kar pravi srce. Tam pa ni motenj. Če ga slišiš. Pa je dobro, da je to dvoje usklajeno, ker Seveda, ker brez tega tudi- razuma, ker danes ne samo, da manjka srčna vzgoja, tudi razum. Saj ne uči otroke kritičnega mišljenja ali pa diskusije argumentirane, samo ponavljanje. Mhm. To pa pač nima opraviti nič, ne z umom, ne s srcem. Čakajte, vi zelo lepo berete, Jaz svojo knjigo sem bral in sem noter, da se nauči. sem se naučil brati, v bistvu sem opazil. Je bilo zelo zahtevno na Mhm. začetku. Sploh, ko je človek zmatran, lahko vidi, koliko vpliva stanje na fokus. V bistvu. Ja, seveda. Na določenih dnevih nisem uspel do konca stavka priti, ker sem slabo spal. Ja, spati je pa dober in jaz spim kar za leta. Res. Tako da nikoli nisem rabila nobenih pripomočkov. To je tudi milost. Zagotovo, zagotovo. In za cel življenje spim 8 do 9 ur. Ker se čisto spočijem. Ja. No, da vam jo najdem tole teto. No, prosim lepo, užitek vas je poslušati. Ja, hvala. Navodila za smrt. Smrt je mera našega življenja, lahkotnost, vek, utež njegova. Milina nežnega nasmeha ust je najglasnejša govorica, ko pride čas za dih v drugi dimenziji. Zato je vredno odložiti težo bežno, dnevu dati ves sijaj, odpreti oči srca, vrniti duši njen primat. Vsak dan odpiramo ta vrat, okušamo svoje smrti sad. Večnost teče skozi nas, poljublja tiho, mirno dlan brezčasja, kamor padel bo obraz, ko pride tisti čas. Navodila za smrt, ja. Kaj se vam zdijo ta navodila? Ja. Nekako se mi zdita obe, da napadata to, da brez smrti sploh življenje ne bi bilo vredno. Ja, kar je res. Ja. Kako bi se pa zavedali te vrednote? Ja. Kaj Stanile je rekel? Lele, na levi rami ti vedno sedi smrt. Zato, da se boš zavedel dragocenosti, radosti, polnosti svojega bivanja. Mladi ljudje to lahko povem iz svoje perspektive, da zelo enostavno to pozabimo, ker je smrt daleč stran. Oziroma toliko daleč, da včasih smo v mislih, da je sploh ne bo.
Celo je v redu. Meni se zdi pa v redu, ker itak življenje prinese to misel in izkušnjo. Ne, umre starš, umre kdo, takrat se vsak zaveda svoje umrljivosti. In pol pa z leti. Počasi je pa pomembno, da se iz zunanjega sveta obračamo v notranji svet. In v notranjem svetu je pa smrt doma. In tam pa začnemo prijateljevati z njo in vsak dan radostno zaplešemo, ko se še živi zbudimo. Jaz vsak jutr pojem. Ja, res? Ja. Pojoč se zbudim. To vse pojem, ne? Ja. Ker sem glih mlade ljudi omenil, a ne? Vi ste včasih delali ali pa ste se ukvarjali z manekenstvom, a ne? Malo me zanima, zakaj, pa a ste imeli kaj navezave na videz svoj? Ker danes mladi, spet lahko za sebe govorim, da mi je težko spuščati, recimo, ko se pogledam v gledalo, vidim kakšne sive, brada mi sivi. A, pa ste šarmantni. No, okej, ampak vidim, da se spreminjam in Ja, da seveda. polzi nekaj, kar ne bom več nikoli nazaj dobil. To me zanima, ste bili navezani kaj na ta... Glejte, jaz sem en poseben tip, ne kot ste vi in kot je vsak poseben tip človeka. In ko sem bila majhna, sem bila strašno grda, ker sem bila tako suha. In so fantje za mano tepala huza med nogami skrače, pa take so imeli duhovite. In pol sem bila jaz sem bila tabornica dolga leta, vodnica in tako, oboževala sem tabornike, imam srebrno zvezdo. Ne vem, kaj to pomeni, ampak sigurno je... nekaj moja dobrega. dva brata starejša pa samo bronasto. Aha, Na, smo imate boljšo zvezdo. ja. Ker ona dva sta dirkala čez potov, ker je treba bilo prenesti suho pismo, veščina kurirska. Jaz sem pa po to hodila, pa pozvala. Aha, Če glede stopam na to skalco, bo šlo, pa na tole bo šlo, pa tam ne bo šlo, pa sem prilesla suho pismo, ona dva pa možla. Sprav ste šli bolj počasi, bolj pozorno Ja, in ste Fantje boljšo pa- pravili. cilj. Ja. Go! No, in smo bili na taboru, kjer smo ob tabornem ognju si pripovedovali, kakšen je kdo in kaj bi si kdo želel biti. In jaz sem bila takrat stara, po moje 12 ali pa 13 let in sem napisala, ko bom bila velika, ne, slovnica nezadostna, bom manekenka. Pa so pa fantje vzeli to moj dnevnik in napisali, pobezlana glista, tako so me klicali, pravi, da bom manekenka klicaj, klicaj, Ni boljše motivacije kot ta. A ste želeli dokazati? Ja, jaz sem imela dva brata, super sončno inteligentna. Očeta, 2 fakulteti, strojnik, ekonomist, mama profesorica matematike in fizike. Pri nas se je kresalo od pameti. Šahisti, perfektni vsi. Ne? In v tem svetu obstati ni bilo enostavno. Morala razvijati svoje možganske kapacitete. No, in pol sem bila stara 14 let, ki je bil razpis za manekene in sem mojega velikega brata prosila, če gre z mano, ker me je strah. In je šel in pol so se tam sprehajala in šarmirala oba, kakor sva vedela in znala. In pol so mene vprašali, kako ste pa vi stari, to je bila moja edina velika laž v življenju, zato se tako tega spomnim. Sem rekla, silna jaz bom. No, pa je pa v redu. Vam ne bi pustili, če bi Ja. rekli 14.
In tako so postala oba manekena. Okay. In jaz sem bila v prvi gimnaziji že na naslovni strani revije Maneken. To je bila takrat edina modna revija v Sloveniji. Blazen honorar sem dobila. Res? Ja, takrat so nas odlično plačali. In sem povabila sošolke in sošolce na tortico, pa smo ga praznovali. Koliko časa ste pa delali? Dolgo. Ker sem bila tudi slepa, mislim. Jaz nisem tako uživala ene, da so na holedarjih, plakatih in to. Jaz sem nekaj manjca, mal, pa tist. In sem recimo prodala svoje noge, takrat sem imela zelo lepe noge, že. Za tonik, ko prihajam iz morja, genialna reklama. Mušič je to fotografiral, na tistih nogah s kapljicam držim tonik. In teh plakatov je bilo v Ljubljani ogromno. Bil je en tudi v Hinu Komuna in pred mano so stali dve, dekletje ena rekla, a veste, glave so tiste noge? Ne, moje, je rekla. Jaz sem si pa rekla, pusti vesele. Pa je to resno tako povedala svoj prijateljici? Ja. Zanimivo. Recimo sem prodala rohke za Niveo, pa da sem imeli videl obraz. Pol noge spil za Peko. Za Peko? Peko, čevlji. Ja, čevlji, to so bili čevlji. In ker ni bil moj obraz izrabljen, sem bila jaz v tem poslu zelo dolgo časa. In super sem zaslužila. Se pravi, te navezave pa ni bilo nikoli? To je bilo bolj sladko maščevanje male, suhe, zakompleksane deklice. Drugač pa ogledalo, se redko kdaj pogledam, kadar grem na takle snemanje, se moram, ne, pa se to 1, 2, 3 končam. Nisem navezana na svojo podobo, nisem navezana na svoje identitete, ker sem jih imela veliko. Ker sem šla jaz iz fakultete po 30 letih, so rekli, Lele, imaš svojo sobo, ti kar pliska, da češ. Jaz ne bom prišla nikoli več, kako ne boš prišla. Ker se je ta ciklus življenja sklenil. Ste tako čutila, ne? Da je... Ja. In jaz verjamem, da je naše življenje ciklično in da se mi vzpenjamo, a ne, počasi. Ampak pogoj, da gremo naprej, je, da mi ciklus končamo. Da spustimo preteklost. Ja, ampak preteklost ga sebe. Realizirano preteklost. Kaj to mislite? Sem imela enega prijatelja, ki je vedno trdil, jaz bi bil lahko pisatelj, ampak ne bom. Aha. No. Aha, da takih stvari ne spuščaš, ker je v bistvu beg stran od tega? Ali pa iluzija, ali pa ne vem kaj. Ampak nekaj, kar si začel, ful gas, z vso strastjo, speleš v konca, začutiš že konc, rečeš konce, gremo na novo področje. In teh je bilo v mojem življenju res veliko. A opazite, koliko se kaj z mladimi družite? Veliko, 3 vnuke. En je bolj srčen kot ta druž. Koliko so pa stari? Taja je stara, bo letos 30, Tin 26, Tesa pa 17. In jaz sem imela zelo posebno vzgojo. Včasih je moja hčera mislila, da bi bilo bolj, če bi jaz sluhala, pa ne tako bolj klasična nonica. Jaz sem bila pa čist neklasična babica. Recimo, sem rekla, otroka, danes se bomo učili gledati v luft. Pa sem rekla, pa je to? Sem rekla, en pod eno roko, drug pod drugo roko. Smo bili v Fosezah, Atriju in smo gledali v luft. In bili tih. Koliko časa? Ja, vsak nekaj časa. In pa smo končali
Soba rekla, to je bilo pa res zanimivo. In pa sta bila čisto razočarana, je prišla zdaj iz šole in rekla, jaz sem povedala, da mi gledamo v luft, pa ni noben razumel, kaj je to. Potem smo šli v neznano. Da je enkrat en pa drug rekel, tle gremo levo, tle gremo desno, tle gremo in sploh nismo videli, kam smo prišli. Imeli smo s seboj košarico s hrano in veliko deko. In pol, ko se nam je zdel, da je že čas za piknik, smo imeli piknik, potem smo pa ležali na deki in spet gledali v luft. Oblake. In tako srečni smo prišli domov. Tako srečni. Ali pa, mi smo imeli žur fiks vsako sredo, starejšima vnuhoma, ker mlajše še ni bilo, in smo šli zmeraj v kakšno restauracijo, ker nam je bilo všeč. In sem jaz vprašala, jaz sem jih učila praznovati življenje vedno, ker življenje je praznik. In nekaj dneva meni Tin reče tako, sramežljivo in slonjeno, da ne ve, če bomo danes praznovali, ker je dobil cveh. Jaz pa hej, to bomo praznovali. A veš, imaš še prostora za napredek. Je neskončno. Popraviš, naroč smo najboljši dvojne porcijo. Smo jeli in pili in se tako smejali, ker če dobiš 5. Kakšen napredek pa je še pred sabo? Zato teh odličnjakov 30 preveč. To je rak rana našega šolstva. Ne? Sploh ne smejo več dobiti cveha. Sploh noben ne sme reči, kaj, da bi bila njihova mala srčica prizadeta. Ampak se nas bo življenje presnet prizadelo, a ne? In tako, in pol smo se vozili tle pod Rožnikom, kjer so ti pajači. Manjca tako, da bo vse dol popadali. Sem imela pa nekih, ne vem kaj. Vse dol popadali. In ona dva pa uživala. In ko se čisto vsega spomnita. In ko je moj vnuh za lanski moj rojstni dan razmišljal, kaj bi mi dal, je rekel, Manjca si želi posebno darilo. In mi je obljubil, da mi bo vsak teden napisal eno pesem. Ker ve, da obožujem poezijo, in mi je res napisal vsak teden eno čudovito pesem. Eno leto. Zdaj bo iz tega naredil knjigo, da bo imel za spomin, zdaj mi pa še naprej piše. Vsako nedeljo dobim neko njegovo premišljevanje. In zadnjo premišljevanje je bilo super, naslova Proces. Tudi ti si me naučila, da je vse proces. Ni dobrega orgazma brez dolge preligre. Proces. Ni proces. Čudovito. In pol se vedno zahvali. Hvala ti, Manjca, ker si me tudi ti to vse naučila. Ker mislim, da smo dedki in babice zadolženi za doživetje. Ker to je prav Hagi doživljajska pedagogika. No, bom še eno iz te pedagogike povedala. Jaz sem jih učila, kjer je problem najhujši, je rešitev najbližja. Ponavljate, bogi že vsi trije, kjer je problem najhujši, je rešitev najbližja. In pred kratkim pade ključ, ko so odklepali vrata vnukinji v tisto mrežo, ki jo oni zdaj niste mogli dvigniti sploh ne, pred vrati, pa sta šli po ene veje, ven ga niste dobili, pa je starejša vnukinja rekla, da ne želeva. Ne! Ker je problem, najhujši je rešitev najbližja. Jaz sem pa poslušala. Čez par minut se odprejo vrata,
ta sosed v delovni obleki pride ven in reče razmišljenja, tlele nam je to not padlo, a bi lahko mala malenkost dvigne tisto mrežo, ima da ključ. No, a sem si rekla. Ja. A bi lahko povedali, kako izgleda vaš dan? Ker prej sva govorila o teh praksah, o vajah, pa zjutraj pojete. Malo me zanima, Ja, zdaj kaj vključuje vse. Zdaj je to dan, ki mi ni najbolj všeč, ker so meni tle odrezali ščitnico in se mora začeti z jemanjem tablet. Nikoli v življenju nisem vzela nobenega zdravila. A je bi ga? Ja. Enkrat je treba začeti, ne? To hormone dobivate, Ja. ki bi jih ščitnica proizvedla Ja. drugače. Ja. To po mojem morate. Ja, sej. Če je kaj treba, ni težko, šlo je treba, to mora tudi To se ponavljati. treba, ni težko. Ja. No, in pol moraš biti najmanj pol ure težk. Potem popijem malo jodove tinkture, da še malo podprem. To je treba tudi pol nekaj časa načesti. Potem pa sledi kopalnica, ali tuširanje ali ne, če je bilo prejšnji večer. Potem pa umivanje zob. Ker so mene obsevali 30-krat, 30-krat. to je pa enaka doza za mene. 55 hilstvo, vsi s tenko kožo in tenko sluznico, kot za mojega kolega, ki je imel 90 kil, 185 cm in debelo kožo. Njemu nič, meni so uničili vse. Nimam sline prave, nimam, vam ne bom Se pravi, govorila. slinovke so se uničile. Ja, Okay. potem pa paradentoza. In se pravi, vi ste zadnji pogovor, da se ti majajoči zobje še not, ker jih bodo kmalu potegnili ven. Okay. No, in pa se spogovarjam z obki, ljubi se, bo šlo. To pač moramo narediti, ne. Pol pa sledi zelo bogat zajtrk, pa sadje, pa prosena kaša, pa oreščki taki drugačni, to delam skoraj, sigurno 15 minut. Potem pa jem pa še več kot 15 minut, ker jem počasi, ne. Potem je pa čas, če je lepo vreme, grem na Rožnik. Če ni najlepše, grem na športni park tam in se sprehajam po tistem mehkem, kjer tečejo lepi falti, tako da še malo gledam, ne. Potem tržnica, kuhanje, jaz si sama kuham, ne. Potem vmes tečem pogledati na pošto, če je kaj prišlo, je vedno me v sreči. Tako da vsak dan najmanj 10 odgovorov. Pol malo na Facebook pogledam. Sem videl, da ste aktivni. Ja. Ja. Ampak ne veliko. Ne veliko, ja. Jaz si rečem 5 do 10 minut dovolj bo, da bi pa sedela ure in ure. To je bilo pa tumačne. Ampak zato imam Facebook rada, ker jih malo posešiti, ker mene zanima. In ga ne šimfam. Verjamem pa, da bi šimfala, če moji otroci se v Langhol bili. Ne? Sej danes so otroci, kar pogosto na napravah. Ne? Sam to niso krive naprave, ampak starši. Ja, starši odgovorna, ne, za zelo malega otroka. Moja hčera Ladeja njo morate enkrat povabiti krožno gospodarstvo. Krožno? Ja. Predsednica Evropske platforme za krožno gospodarstvo non-stop potuje. Zdaj je v Beogradu, prejšnji teden je bila na Madžarskem, pol vmes laufala v Bruselj
in pomaga vladam vzpostavljati te krožne točke programe. Čile, Avstrija, Črna Gora. Zdaj se že vso samo povabi. Ena dežela pa nikoli. Ugajte. Slovenija? Ja. Zakaj pa ne? A ne veste, kjera bolezen je pri nas najbolj razširjena? Nevoščljivost? Res? Ja, mislim, je kar pogosto, ampak... Je drugje tudi, ampak v taki meri. Koliko imamo mi nesposobnih ljudi? In na fakultetah, in na ministrstvih, in ker se je ta malce absurd mene, sem jaz bolj surnega. Zdaj se to spreminja, hvala Bogu. Ja, bi se strinjal. Zakaj pa mislite, da je tako? Če zdaj rečeva, da Slovenci smo v tem posebni, zakaj bi bilo temu tako? Ker imamo posebno kulturo. Pri nas je bil zelo močen klerikalizem in nenehno so se ljudje trkali po prsih, meja hulpa. Kaj molijo v cerkvi? Jaz sem čas rada hodila v cerkev, zdaj sem pa nehala. Ampak nikoli nisem molila. Nisem vreden, da prideš meni. Se začne molitev. A reči samo besedo in ozdravljena bo moja duša. Jaz sem vedno rekla, ti si me naredil vredno. Zato ti reči le besedo in ozdravljena bo moja duša. In en narod, ki to krivdira, ima veliko težjo zgodovino, kot eni Skandinavci, ki se s tem ne ukvarjajo na ta način. Ja, krščanstvo ima kar precej to, sej že glavna ta motiv tega trpljenja je zelo specifična. No, če trpiš, si v redu. A pa rodiš se z izvirnim grehom? Ne? No, malo možge. To je pa največja bedastoča. Ja. In to te zapečatijo že od mehkega. Pol te pa imajo, pa te krstijo, pa ti bodo oni vzeli ta največji greh. Velika noč Božji Jezus procesije povsod na križ pribit. Da bi mi plesali in peli, da je Jezus vstal. V Južni Ameriki, v Afriki, ne vem, kje sem še bila, sem tako rada hodila v cerkev, ker smo peli in plesali in se objemali in smo se super imeli. Eno samo veselje. Kaj je vodilo cerkve, krščanstva? Veselo oznanilo. Poudarek na veselo, ne samo na oznanilo. Pa poglejte ljudi po cesti, ko so veseli. A ste verna vi? Ja. Globoko. Na kak način? V kaj? Vse moje ljube srčnice so meni se z neba prinesle. Kako jim rečete? Srčnice. Srčnice. In one so meni že prej povedale, kako bo z mano in kaj bo z menoj. Ne? Zelo prijazne, moram reči. No, tlele je. Ampak ne vem, jaz si zelo redko daj berem. Jih pa ljudje berejo bolnim in umirajočim in pa je zelo dober line, da jih pomiri. Ker se ne čuje, ker tudi mene. A ste bila vzgajena v krščanskem duhu? Ne. Jaz sem iz partizanske družine, spomeničari in to. Evo. Pa preberite to Poskočnica. Poskočnica? Ja, Poskočnica je naslov, ja. V mojih žilah keltska kri, v duši Perzija. Telo se spominja Indije, dih Boža Jezusa. Kaj sem? Vrt
s 100 cvetovi, preproga, ki leti, drevo v zelenem gozdu, potok, ki žubori. Kdo sem? Ko vdahnem, slutim, ko bom izdahnila, bom vedela. Hvaležna za nebo in dno, najdena in srečna, večna. A mi lahko razložite tole pesem? Ja, jaz obožujem številne kulture in tudi njihove religije. In že od majhnega me je privlačila Perzija, pa ne vem zakaj. Ampak jaz sem šla v Perzijo, takrat je bil še šah, Pahlavi. V Iran. Danes. Ne? Ne, ampak kam ste šla? V katero državo? Ja, takrat je bila še Perzija. Perzija. Ja, poglejte na Vudla. Pol so šaha. Ja. Ne? Pol se je pa spremenila v Iran. In Katerega leta ste šli tja? pojma nimam, zelo mlada sem bila, se pravi, mogoče v gimnaziji. In jaz sem uživala v tisti Perziji, kot da sem doma. Seveda nisem znala ene arabske besede, ampak jaz sem se pogovarjala, sem šla na trg, sem se usedla na tlah, prodajalcu pleto, pila z njim čaj in klepetala ne vem katerem jeziku, ampak sva se odlično razumela. Hodila po teh mošejah, lepota. Potem, že od nekdaj me privlači Indija. In naslov moje maturitetne naloge je bil razvoj religije v Indiji. Povedi moj mentor, to ga niso iz službe vrli, ne? To Indija. Leta, ne vem, da je to bilo 65 let prej, ni bila marksistična tematika. No, in tudi v Indijo sem malo šla. Sem šla enkrat, sem šla drugič. Ogromno prebrala knjig. Se zaljubila v Aurobindo, Krishnamurtija, z sami intimni prijatelji. Potem od nekdaj govorim, da sem jaz Keltinja. Obožujem hraste, se z njimi pogovarjam, obožujem naravo, se z njo pogovarjam, vse zvem in moj pametni brat, ne, na to nič ne da, kaj jaz občutam, pač pa je vzel svojo kri in jo je dal na pregled nekam v Nemčijo, rezultati. Po ženski plati teče v vas keltska kri. No, ko sem jaz prišla iz Indije, jaz sem v Indiji vse razdala, kar sem imela, sem hodila živeti v oni, sem dobila tako drisko, da sem sprejemala v hotelu na stranišču. Potem sem se pa spet ulegla na travnik in gledala v nebo. In sem rekla, jaz nisem tukaj zdaj doma, jaz sem tukaj bila doma. Ampak zdaj sem jaz doma v Sloveniji. Kako mislite, bila ste doma? Ja, naša zavest gre daleč nazaj. Zdaj, ali jo presležemo mi iz tega univerzalnega Ahaša polje, ali je to prenos čez duše, meni je vseeno. Važno, da čutim, ne? Čutite, da ste tam bila, živela tam. Ja, v prejšnjem življenju. Ali pa sem dobila informacijo tam, jaz ne vem to. Ja. Ampak imam ljuhaze. Lejte, ko sem jaz poznala pisateljico Neli Filipčič, ki je napisala eno pretresljivo knjigo, ker je mene kdo pretresel, se ga želim spoznati, ne. In sva se zmenile v Maxi Marketu. Tahle dialog. No, pa mi vi zdaj kaj povejte vse. Jaz sem bolj možnovske narave, veste. Ne govorim prav veliko. A ja? Ja, pa kaj vprašate? Manca, greste z mano v Indijo? Jaz rečem,
Seveda, grem. No, pa vstano, pa peva v hom pa skupaj odhajati. In ste šle? Ja, seveda, prav mal. Ker ona je velika šastilka Meher babe in so šli na njegov grob in tam v ašramu ostali, ne vem, en teden ali to. Ampak tam so mene vsi pozdravljali, kot da sem jaz v tam. So rekli, ne pete na sprehod, le so huli psi. Sem šla, psi, mene, sem njihova, ne. Meher baba mi je tako na miziku in mi še danes mizika, ne. In tam so bili tudi prijatelji od Danijela Ladinskega, ki je pri Meher babi preživel leta in leta in se zaljubil v Hafisa, zato je prepesnil Hafisa tisto pesniško zbirko. Potem je napisal pa še tole, 20 svetih glasov vzhoda in zahoda. In jaz sem verjela, da naj prevedejo to knjigo in jo bomo izdali in pika. Jaz drugo pa to manjca, ta prva jaz, glede imaš 1000 evrov, prvi na hup. Kje bomo pa dobili avtorske pravice, klije? Dale Ladinski nam jih bo dal svoj zastoj. A ja? Pišem jaz njemu. Moji prijatelji so mi povedali, da ste bili skupaj. Pri Meher babi, seveda. In knjiga je, hvala Bogu, šla v tej zbirki mistične poezije. Čudovita, to morate šupati. Res? Res. Hlele sem vam našfilmala mojo avtobiografijo in pol po mojo lahko počas končava. Medva... Kako to mislite? Ja, ko sem tole prebrala, sem nekaj, to sem pa tudi jaz. Ljubila sem, kar sem lahko, je naslov. Želite, da preberem? Ja, ker zelo lepo berete. Ja, to hvala. bi dobro tline. Ja. Pa zelo je počrten. Vse je v bistvu počrten. To pomeni, da ni nič počrten. Ne, to pomeni, da je vse. Vse, ja. Imela sem prirojeno strast do lepih oblek, izvrstne hrane in do živahnega razgovora o stvareh, ki se tičejo živega srca. Evo. Celo strast do lastnega videza. Nečimrnosti ne obstajajo. Si kdaj skakal čez potok s kamna na kamen, da si ne bi zmočil nog? Vse, česar se lahko dotaknemo, zaužijemo ali povemo, nas podpira na poti k Bogu in nam pomaga odstreti dušo. Življenje nas izbrusi, zaobli, izpopolni kot reka kamen in naš ljubljeni teče povsod, čeprav ti moč toka morda ni vedno všeč. Naše strasti nam pomagajo, da se dvigamo. Ljubila sem, kar sem lahko, dokler se nisem oprijela njega, saj potem so vse stvari, vsi svetovi izginili. To je svetnica. Ja, dost je povedan, ja. Ja, ta strast je to nekaj resničnega, to ognjeno življenje, ki teče skozi nas. To pohur neresnico. Kakšno imate pa mnenje, ko ste hodili po Indiji, pa po drugih deželah, pa verjetno ste videli ljudi, ki jim rečemo ponovadi guruji, pa tudi par ste omenili? To je pa zelo zanimiv. Guruji me pa niso nikoli zanimali. Ampak vaše verjetno prijateljice, znanci so verjetno imeli koga, ki... Zato Meher baba ni postal moj guru, pač pa moj friend, če si tole Mižikova, ne. In on me je tolažil, je umrl,
moj ljubi človek Tomaž Humar. Ravno takrat, ko sem jaz bila pri Meher babi, je on umrl na Himalaj. In sem šla na streho ašrama in brala Meher babo, da je vse ljubezen, da smo lahko mirni in brezskrbni. Vaše prijateljstvo z Karlom? Je pa res lepo. Ja, res je? Sem videl. Vi ste ga prepeljali sem, ko je prišel na pogovor. Karlija imam pa res rada. Zakaj? Veste zakaj? Ker ima eno lastnost, ki je silno redka. To je preprostost. On je v resnici zelo preprost človek. In ta preprostost je svetniška. In jaz ne mu rečem sveti Karli. Me je pa motiviral, podzaupno povem, ker sem na lansko leto hodil njemu na počitnice poleti, na počitnicah in enkrat tako čujem se vselil, da nima energije zdaj, da bi še pripravil pridigo. Sem rekel, prinesem en sveto pismo in jaz povedala, kaj se piše. Bom ti jaz napisala, pa če rabiš ali ne, to sploh ni važno. No, ampak takrat mu je prav prišla in je nekaj uporabil in mi je rekel en krajan, pater Karl, danes se pa čist drugače pridiga. In od takrat jaz vsako nedeljo sama sebi napišem pridigo. Odprem evangelij in si napišem to, kar bi si jaz želela, da bi cerkev učila. Ne kao neke dogme, kamoli dejstva, ker da je Marija brez madečno sporočila, ni dejstvo, ne? Jaz bi rekel, da ni dejstvo, ja. Ja, saj tudi ni, saj so recimo v Franciji to že nehali govoriti. A res? Tam že govorijo o duhovni čistosti. Ja. No, in da bi nam pridigali to, v čemer nas Jezus, kot vsi moji notranji liki, tale Avilska, Hafiz in se to navdihujejo, da nam nekaj povejo, a ne? Manjca, tole si povem danes. In tale pridiga, ki je bila v nedeljo, Marija o smrti, ker je Jezus umrl, pa ne zahvaljušo. Bog, zakaj si me zapustil? In potem se je spomnil, da je tako bilo zapisano že v pismu. In sem jaz rekla, da imamo vsa bitja pisma, v katerem je zapisana naša usoda. A jo bomo izpolnili ali ne, to je druga zgodba. Ampak če sledimo tako zares, nas bo vodila do konca, tako kot nam je namenjeno. To jaz nekaj čutim. Kaj pa... In njemu je bila namenjena taka smrt. In vstajenje, ki pa je to veselo oznanilo. In to vstajenje nam lahko pove, da resnična ljubezen premaga smrt. Ali v tem simbolnem smislu, da človek je resnično ljubil in pol postane ta brezgrajna zavest, nosi to ljubezen, ne? Pa v srcih tistih, ki nas ljubijo, nismo mi nikoli mrtvi. No, in to slavimo. Aleluja, to pomeni. Zakaj pa mislite, da dobesedno vzemamo, ki je vrednost tega, ker jaz tudi, jaz sem bil vzgajan v krščanski veri, pa me je zelo hitro začel stran od tega odnašati, glih zaradi teh fizičnih, materialnih dejstev, ker jaz mislim, da niso potrebna. Čisto. To, da jaz dejansko verjamem, da je nekdo umrl fizično,
potem pa je fizično vstal, ne vidim te vrednosti. Ni nujno, ampak da ostane v naših srcih. Zaradi tega, ker je bil sposoben Sprejeti smrt, ja. in svoje življenje in nositi križ, vse to. In srčnice meni govorijo, in so mi vse povedale, je tudi njemu Bog nenehno govoril in je šel na goro, da je bil sam in v tišini in da je zaslišal ta glas. Ampak tudi mi ga slišimo, če smo sami in v tišini in odpremo svoje srce. In to je pomembno. To nas Jezus uči. Hodite za menoj. Resnica vas bo osvobodila. Odprite srce. Dajte svojemu bližnjemu, kar si želite, da bi vi dobili. Ljubite sebe in svojega bližnjega, ker če sebe ne maraš, bo zelo težko bližnjega. In obratno. Ja, to je vse povezane. Ja. Kaj pa si vi želite, kako naj vas mi po smrti spominjamo? Jaz mislim, to mene nič ne zanima, ker se bo vsak po svoje spomnil. Kako bi si želel? Nimam nobenih želj. Ne? Jaz si samo želim čim bolj zavestno umreti. Kar pomeni se zavedati, do kamer gre. Zdajle pa umiram. Zdajle so pa odpovedale ledvice. Zdajle so pa odpovedala jetra. Lahko je to moja iluzija, da je to možno. Ampak, ko jaz meditiram, zelo slutim ta proces, ne? In nekako sem tako mirna in spokojna. In ta mir in spokoj, ki ga zdaj čutim, in to me občudujeta hčeri in vnuki in najljubši bivši in vsi po vrsti, kako jaz te težke reči z lahkoto nosim. Jaz ne jamram. Jaz sem tam povedala, da je kemoterapija, hvala lepa pa to. Ja, kaj pa. Ja, umrla bom, kaj pa. Zdravniki so debilirali, ker se niso navajeni o smrti pogovarjati, ampak se boriti za življenje. Preprečiti treba to, ne? Ja, jaz sem pa ne se boriti, ne biti proti. In moja prijateljica Mati Tereza so jo povabili enkrat, da bi prišla na demonstracije proti vojni. Je rekla, na te demonstracije jaz ne grem. Ko boste demonstrirali za mir, bom pa prišla. Za. To nas krepi, to nas povezuje. Ne proti. Proti pa prav, da ne rečem figa fleška. Kaj pa Urban? Z Urbanom sem imel pa trikrat. Trikrat sem poslušala. Ja, so se zelo ujela v teh filozofskih. Jaz imam Urbana blazno rada, ampak ne toliko zaradi filozofije, jaz sem z njim tudi te avtopoetske krožke, potem jaz sem imela prvi forum, sem se ga zmislila z Mičem Perušom in izvedla in vodila in drugega za kognitivno znanost in sem častna članica društva za kognitivno znanost, ker mene znanost ful zanima, ampak prava znanost, to je zadovoljnost. Ne moš ti v poročilu napisati, kakšni bodo rezultati. No, in na prvem forumu mislim, že da je on prišel k meni, jaz sem ga pogledala, delfinček. Delfinček? Sem mu rekla. Zakaj? Ker sem jaz zdaj me obraz pa to. In pa on rekel, jaz pa res zelo rad plavam z delfini.
vsako leto, ne vem, kam grejo, so šli, Mehika pa ne vem. No, in potem so začela prijateljevati in on je vstal moj delfinček. Jaz pa ne vem, kaj njegova, ga moram enkrat vprašati. Katera žival? Se pa oba imenujeva bodoča žena in bodoči mož. Bodoča? Ja, Zakaj? poudarek na bodoča. Zakaj pa? Kako to? Neki slasi, ne? Ampak bodoča. To. Je zanimivo. Kaj pa vam ta prijateljstva pomenijo? Ali pa... Veliko mi pomenijo. Z Urbanom se jaz non-stop smejim. In da je en duhovit, jaz sem tudi precej duhovita, mora biti tudi inteligenten. Ja, to je dost velika korelacija. Ja. Za duhovičenje ni treba biti inteligenten, lahko si tudi butas. In prepoveduješ butasovice in ti se smejiš, nor pa ben duh. Ne? Ampak taka duhovitost tudi ima Urban, to je pa nekaj neverjetnega. In Urban je človek, ki je v našo družino prinesel rumja. Pred davnimi leti, ne vem, kje smo bili, prav s to skupino Jožefa Štefana, v Grčiji ali kje, in je Urban meni prevajal rumja, ker jaz nisem angleška, sem študirala v Nemčiji, ne? In jaz sem se zaljubila v rumja in pa sem dobila v njega knjigo rumja. In tako se je moje življenje zelo razsvetlilo. Je tudi iz Perzije, ne? Ja, Pesnik. seveda, Ja. Imate neki tam... v mojem srcu bije Ja. Perzija. Kaj pa... Ker lejte, ne bi bilo renesanse, če ne bi bilo islama. Arabski jezik je bil 700 let vodilni znanstveni jezik. Arabci so prevedli Aristotela, Platona in prek njih smo mi dobili to dragoceno literaturo prek Arabcev. Staro grško. Ja, Res? če ne bi bilo Arabcev, ne bi bilo razsvetljenstva. Kaj so nam Arabci dali, ni čudno, da jih jaz obožujem. Geometrijo, matematiko, medicino. Kakšni zdravniki so bili, oni že davno. Filozofijo in islam, v katerem so stebri, kot je vera, etika in lepota. In mene je za islam navdušil dva brata, Al-Džistani, Rajic in Sami. Sami Al-Džistani dobil lansko leto nominacijo za Rožančevo nagrado Islam in ljubezen. Zelo lepa knjiga. Rajic je tudi napisal več čudovitih knjig o islamski mistiki. In ko sem jaz brala njuna tekste, sem se zaljubila v islam. A mi poveste malo več o tem, ker jaz imam pa kle od vseh organiziranih religij, ne? Nisem se spuščal precej globoko, malo sem se spustil noter, ampak nikoli nisem začutil to stvar kot Vašo. mojo ali pa uporabno. Ja, saj ni vaše srce iz Perzije. Ja, Odkud pa je? Grčije. No, če vas ne bi mi prevajali, ne bi bilo nič. Mogoče, ja. Mogoče. Ampak tako, če sem primerjava mit recimo o Mohamedu pa o Jezusu, a ne, to, kar poznam, mi je dosti blizu Jezusa, ne. Etično pa moralno, ne, pa me zanima, kako vi Glejte, jaz gledate tudi še nisem preštudirala Korana, ker jaz sem bolj intuitivna oseba in se mi zdi, da prek sufijev spoznavam najvišjo stopnjo islama, ker sufizem
je najvišja duhovna mistična stopnja islama. V sufizmu se islam razsvetli in sufizm je nekaj božanskega. Še enega Rumija zaslugo pa res nekega. Dogovorjeno. Rumi, ja. Nisem nikoli se precej spustil noter, ampak vidim, da je kar popularen. Ja? V Rumija se pa slaša spustiti. A če gremo v konzorcij, je uporabno kaj tam vzeti? Še bolj je pa uporabno, da jaz vam tole podarim. A res? Ja. Ja, hvala vam. Dragoceno darilo. Lele vzad imate od založnika Rumija številko ali splet ali kje, tam Žiga Valetič upiše, pa pri njem kupite. Tale založba Zenit. Ja. No, recimo, če se odprl 83. Pojma nimam. Ampak to je pa dolg. A te zmogli. Kaj pa, če dava spodaj v prvi komentar, bova dala na YouTubeu kar celo to pesem. Pa si lahko ljudje sami preberejo. Lahko samo vidim. Tam pa vers preberite, še pa ne oni pa naprej. Se pravi, to je Rumi napisal. To živi v nas, je naslov. Če svoje roke položiš na to veslo z menoj, ne bodo nikogar več ranile in odkrile bodo, da držijo vse, kar si želiš. To je prepesno ladinski. On je natančno preštudiral življenje, pisal vse knjige, potem je pa to prepesno tako, da nam je duh teh svetnikov blizu. Jaz pišem prilike, sama sebi vesele. Ali se smejim, ker delam eksperiment. Ali je možno zaobiti možgane in pustiti možgane na mir in direkt iz srca pisati. In seveda je možno. Je možno, ja. In napišem 1, 2, 3, 5 minut najbrž. In šele, kaj sem napisala, zvem, ko preberem za sabo. In vedno me kaj zelo gane. Ja, zanimiv proces. Jaz sem ga lani imel, ko sem pisal svoj poskus. Jaz sem z veseljem prebrala, veliko počrtvala, praktično vse. Torej nič. Ja, hvala vam, Manca. Res, ja. Hvala. Hvala tudi za dragocena darila. Ja, prosim. Sem vesela, da cenite Dušana Osojnika. Zelo. Ker ga tudi jaz zelo lepo pozdravite. On je meni en najlepših ljudi. Ja, to pa je zelo lepo ste povedali. Ja. Enako bi jaz rekel, no? Zelo mi je blizu in zelo sva povezana. In je tudi zanč, ko sem bil pri njemu v Kopru, vas omenil, da se poznata. Tako da lepo je v naši tej deželi, ki je toliko mala, kako smo povezani. Zanimivih ljudi. Ja, pa kako smo povezani. Največ na kvadratni meter. Res, ja. Tako da hvala vam, Manca, iz srca. Dobro. Za vse. Hvala. Pozdravljava vse, ki naj gledajo. Ja. Ker vse, ki naj gledajo, imajo srce že malo odprt. Zagotovo. Tako da hvala vam za to. Ne bodo pa izstopili. In tudi to ni nič narobe. Vse v redu. Vsak po svoje Boga moli. Tako je. Hvala. Lep dan. Hvala.